Nina, jaz res ne vidim, kje vi vidite problem, če bi jaz dobil 25 let staro punco. Boris Cavazza je dobil 34 let mlajšo, pa se ni noben zgražal. In jaz ne vidim, kaj je v tem slabega, če sta obedva za to, ne vem, zakaj bi zdaj mogel eni 25-letnici govoriti, da jaz nisem za njo. Tako da jaz ne vidim čist nobene težave. Pa omenili ste, da je to izkoriščanje revnih Filipink. Lejte, te Filipinke, ki so stare 25 let, pa tudi 20, pa 21, pa 22, pa dobro, tudi 30, pa 35, one mi same pišejo, ker sem se pač prijavil na eno stran za zmenke in dal tam gor svoje slike in ženske mi na veliko pišejo. Se pravi, ta Filipinka, mislim, če mi piše, zgleda, da se ji dopadem. In zakaj bi jaz si zdaj mogel reči, ne veš ti, ne bom s teboj, si premlada, zato ker bi imel občutek, da te izkoriščam, ker si bolj revna. Dajte, lepo vas prosim, kakšne neumnosti. Drugače pa veste, poznam sam osebno, Slovenke hodijo pa v Egipt, pa Maroko, pa še drugje po Afriki, pa si tam umislijo tudi 30 in več let mlajše fante. Kaj, boste tudi to rekli, da je izkoriščanje mladih Egipčanov? Dobro, mogoče kdo tako vidi. Jaz to vidim tako, da sta pač obedva problem rešila. Se pravi, ta ženska je pač nekaj dobila, kar je nucala. Se pravi, dobila je mladega fanta, ki ga v Sloveniji verjetno ni dobila, temu mlademu fantu pa verjetno, da ima kakšne finančne koristi, je pa tudi problem rešil. Tako da jaz to tako vidim, ne. Najbolj trapasto se mi pa zdi, ker ste vsi tako na svet pametni, ne. Točno veste, kako je, kaj je, zakaj, kakšne so Filipinke, to tretje. Lejte, na mojem YouTube kanalu imate ene 3-4 intervjuje z ljudmi, Slovenci, ki imajo Filipinke. Pa si najprej te intervjuje poglejte, potem pa komentirajte. Tako da, vi, dragi gledalci, idite pa vi v komentar napisati, kaj vi mislite, pa naročite se na moj YouTube kanal.